Glavni mehanizmi cupping terapije vključujejo negativen pritisk, vazodilatacijo in povečano izmenjavo tekočin. Če začnemo z negativnim pritiskom. Ventuze privzdigujejo tkivo in začnejo delovati z negativnim pritiskom ali vakuumom. Ta pritisk ustvarja vlečno dejanje, ki omogoča ločevanje zlepljenih tkiv. Vsako telo si tako znotraj kot zunaj sebe prizadeva za fluidnost in gibljivost, da bi se tem zagotovilo najboljše možno okolje za optimalno delovanje telesa. Katerokoli tkivo je zlepljeno, zavira optimalno delovanje. Do te zlepljenosti lahko pride zaradi dehidracije, kroničnih vnetij, poškodb, ponavljajočih se gibov ali kateregakoli drugega vzroka, ki povzroča, da tkiva niso v svojem idealnem stanju. Ventuze zaradi sposobnosti vakuuma vlečejo tekočine in s tem tudi medcelične ostanke, ki so se zadržali v različnih plasteh mehkih tkiv. Medcelične ostanke ali odpadne snovi, o kateri veliko govorim, spadajo ostanki krvi po poškodbah ali operacijah, celični odpadki, ki jih limfni sistem ni mogel absorbirati, presnovni odpadki, kot so mlečna kislina, potem zdravila, strupi in tujki, ki so bili iz različnih razlogov izpostavljeni telesu. Sedaj, kot že omenjeno, se največ teh odpadkov ujame v vlakna različnih tkiv in cupping deluje tako, da povleče te materiale bližje površini kože, kjer pa nadaljnjo vlogo opravi krvni obtok in limfni sistem. Drug mehanizem je vazodilatacija, ki predstavlja proces širjenja krvnih žil. Vakuum na lokaciji, ki je apliciran, spodbuja sproščanje vazoaktivnih kemikalij, kot so histamini, kar nato povzroči širjenje lumna krvnih žil. Ta širitev žil omogoča, da tekočine hitro vstopijo ali preidejo skozi določeno območje. Tretji mehanizem, ki povezuje oba že prej omenjena, je povečana izmenjava tekočin. Cupping močno vpliva na cirkulacijo krvi, medcelične tekočine in limfe. Z ventuzami povlečemo tekočine v določeno območje in spodbujamo izmenjavo tekočin, tako da bogate hranilne tekočine vstopajo v tkiva in hranijo celice in da deoksigenirana kri zapušča tkiva ter odstranjuje odpadne snovi. Enostavno je povedano, cupping privablja kri v dehidrirana, podhranjena ali ishemična tkiva, ki so zaradi tega učinka hitreje opomorejo. Predstavljajte si, da dvigujete težek predmet in pri tem ustvarite mikroraztrganine v vlaknih uporabljenih mišic. Krvne žile, ki regenerirajo to mišico, se nato prebijajo skozi plasti mišičnih vlaken in potisnejo tkivne ostanke na površje, kjer jih limfni sistem odstrani. Ko so odpadki odstranjeni, zdrava kri vstopi, napolni prostor in pozdravi območje. Sedaj, vse prej predstavljeno je idealno, ampak kaj če je tkivo preveč napeto ali pa je prisotna zlepljenost tkiv? Kaj če te tkiva preprečujejo pravilen proces celjenja? Takrat se pogosto zgodi, da odpadki v raztrganem mišičnem tkivu ostanejo, kar ustvari zastoj. Zaradi poškodbe se vključijo celice, ki so poslane za celjenje območja, a ker zaradi zastoja ne morejo delovati v celoti, se jih del ponovno ujame v tem zastoju. Učinek zastoja se prične širiti na sosednja tkiva, tekočine pričnejo zastajati in nastaja edem. Zaradi zastoja mišice niso ustrezno oskrbovane s krvjo in pride do ishemije. Telo lahko dobesedno zakoplje vse te materiale v sebi in poskuša delovati okrog njih. Te ovire, torej nakopičene krvne celice v poškodovani mišici ali steklo, ki mi ni bilo ustrezno odstranjeno po prometni nesreči, lahko spremenijo optimalne vzorce delovanja telesa in privedejo do različnih disfunkcij. Cupping terapija spodbuja mobilnost mehkih tkiv in olajša telesu delo pri odstranitvi odpadnih snovi, kar enostavno včasih ne zmore vsega narediti samo. Tako. Popeljala sem vas skozi zgodbico o našem telesu in delovanju znotraj njega. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjim poglavjem.